članom Akademskega verskega zbora Univerze za Primorske, ki so zapeli himno naše univerze, samo obstati ne smeš. Predvsem pa je današnja zahvala dolžna 9 novim doktorjem znanosti Univerze na Primorskem, katerim bomo danes slovesno podelili njihove diplome, da jih promovirali do doktorje znanosti. Kmalu, že čez nekaj minut, bo naša univerza svetu prispevala 178 doktorjev znanosti, raziskovalcev, strokovnjakov, ki delajo svet boljši. V svetu, kjer uporaba tehnologij tako velikokrat prehiteva razumevanje sveta, v svetu, kjer družbeni izzivi prostora, v katerem živimo, predvsem jugovzhodne Evrope, kliče k razvoju novih znanj, novih vedenj ter novih odnosov med ljudmi in med skupnostmi, je največji prispevek, ki ga lahko podamo temu svetu, vedno večja skupina, kvalitetno izobraženih, ustrezno podkovani, ter da bi spremenili svet na bolje novih strokovnjakov. Spoštovani, zahvaljujem se kandidatom, njihovim mentorjem, pedagoškim in raziskovalnim delavcem univerze, ki so prispevali k temu, da danes lahko stojimo pred vami. Predvsem se pa na tem mestu zahvaljujem bližnjim in svojcem naših novih doktorjev znanosti. Sedaj vljudno prosim profesorico Ireno Lazar, dekanjo Fakultete za humanistične vede Univerze na Primorskem, da predstavi današnjo prvo kandidatko, gospod Tanjo Pomiršek. Gospod dekanja. Hvala lepa. Spoštovani. Tanja Pomiršek je bila rojena leta 1974 v Šempetru pri Novi Gorici. Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo družinske strukture v luči župnijskih matičnih virov pri dr. Marti Vrčinjena. Po diplomi se je zaposlila v Goriškem muzeju v Novi Gorici, uspešno opravila strokovne izpite ter pridobila naziv muzejski kustos. Je avtorica 11 občasnih razstav, s tem povezanih 2 katalogov, 2 monografskih publikacij ter soavtorica stalne muzejske razstave. Leta 2008 je pridobila naziv višje kustodinje, leta 2015 pa naziv muzejske svetovalke. Najlepša hvala, gospod dekani. Zaradi odsotnosti mentorice profesorice Marte Vrčinele prosim profesora Aleksandra Panika, so mentorja, da predstavi doktorsko delo gospe Tanje Pomiršek. Hvala. Doktorsko delo Tanje Pomiršek z naslovom Gospodarska, socialna in kulturna zgodovina kmečkih družin v Goriških Brtih v predmračni dobi, območje Kojskega, Števeljana in sosednjih vasi, obravnava razmeroma majhno območje, a na neobičajno temeljit in poglobljen način. Disertacija sloni na analizi elaboratov franciskega katastra, zemljiško-knjižnih vložkov ter notarskih pogodb. Raziskani so različni vidiki kmetijstva, kot so kulturna krajina, obdelovalne tehnike in vrste kultur, kot tudi produkcijska razmerja v kmetijstvu, v pomenu lastniške strukture, lastniških odnosov in tudi pogodbenih odnosov. Obravnavani so tudi vidiki neagrarne kmečke ekonomije. Prikazana je socialna struktura prebivalcev in pa tudi kmečka materialna kultura. Zanimanje je usmerjeno v mentalni okvir kmečke družbe, glede na investicijo v znanje in na uvajanje novosti na kmečkem obratu. S tem pa se naloga navezuje na sodobne pristope in vprašanja v mednarodnem zgodovinopisju.
mojem prepričanju pomemben prispevek k zgodovini slovenskega podeželja. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Čast in veseljem je, da vas lahko v imenu Univerze na Primorskem promoviram v doktorico znanosti z področja zgodovine Evrope in Sredozemlja. Iskrene čestitke. Magistriral na temo Slovenska vojska v obdobju 1918-1919 in formiranje Dravske divizijske oblasti. Leta 1992 se je zaposlil v teritorialni obrambi oziroma Slovenski vojski, kjer dela še danes. Izpopolnil se je tudi na področju vojne pirotehnike in razminiranja ter 2 leti kot službenec Združenih narodov v okviru posebnega programa OZN izvidovanja minskih polj, raziskoval minske nesreče in načrtoval humanitarno razminiranje Kosova. V času vojne v Iraku in Afganistanu je daljše obdobje deloval tudi v ameriškem centralnem poveljstvu v Tampi na Floridi. V obdobju 2009-2011, torej v času napadov na Libijo, je upravljal dolžnost slovenskega predstavnika v italijanskem operativnem poveljstvu v Rimu. V tem času mu je bilo kot tujemu članu italijanskega obrambnega sistema omogočeno delo v vojaških arhivih v Rimu. Z januarjem 2017 kot predstavnik Slovenije odhaja na vojaško-diplomatsko dolžnost v povezovalno pisarno Zveze NATO v Beogradu. Je tudi pisec več strokovnih člankov s področji slovenske vojaške zgodovine, pirotehnike in humanitarnega razminiranja. Spoštovana gospa dekanja, zaradi odsotnosti mentorja profesorja dr. Gorazda Vajca ter so mentorja izrednega profesorja dr. Borka Kalmena, vas prav tako prosim, da predstavite povzetek doktorskega dela. Hvala. Povzetek doktorske dizertacije, italijanski obrambni načrti proti kraljevini SHS, kraljevini Jugoslaviji in gradnja utrjenega obrambnega pasu na italijanski vzhodni meji Rateše reka 1927-1941. V raziskavi sta predstavljena italijansko vojno načrtovanje proti kraljevini Jugoslaviji v obdobju med obema vojnama od 1918 do 1941 in gradnja ter operativnost italijanske utrpene linije Alpski zid na meji proti kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma kraljevini Jugoslavije med Ratičami in Reko. Dizertacija temelji na analizi in interpretaciji originalnega in skoraj v celoti še neraziskanega italijanskega vojaškega arhivskega arhiva iz Rima. Vojaški arhivi, kjer je raziskava potekala, so v veliki meri še zaprti ali pa težko dostopni za raziskovanje.
Dizertacija je dejansko prva zgodovinska raziskava italijanskega vojnega načrtovanja proti Jugoslaviji, kot tudi gradnje in operativnosti sistema Alpskega zidu. Vojno načrtovanje je namreč ena od najpomembnejših mirnodobnih aktivnosti, ki jih izvajajo oborožene sile in je tesno vezano tudi na zunanjo politiko. V italijanskem primeru je to še bolj očitno, kar dizertacija tudi dokazuje, saj so bili vojni načrti med obema vojnama ves čas ofenzivni in zelo agresivni in so na tak način podpirali Mussolinijevo sovražno politiko do Jugoslavije. Raziskava dokazuje, da so vojaki včasih celo presegli Mussolinija in so želeli kraljevino Jugoslavijo vojaško uničiti. Utrjevanje državnih meja med obema vojnama je doseglo ogromne razsežnosti, vendar utrjeni objekti Alpskega zidu na Slovenskem in Hrvaškem še niso bili ustrezno strokovno umeščeni v kontekst vseevropskega vojnega utrjevanja. Raziskava skozi arhivsko dokumentacijo prvič daje vpogled v načrtovanje, gradnjo in vojno sposobnost celotnega Alpskega zidu, kot tudi italijanskih mejnih oboroženih formacij. Raziskava daje tudi dobre strokovne podlage za morebitno turistično revitalizacijo teh velikih in po celi Rapalski meji posejanih vojaških objektov. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorja znanosti. Spoštovani gospod Matjaž Vizjak, izjemno čast in veselje mi je, da vas v imenu Univerze na Primorskem lahko promoviram v doktorja znanosti za področje zgodovine Evrope in Sredozemlja. Iskreni čestitke. Nadalje prosim docenta doktorja Igorja Stublja, da predstavi naslednjega kandidata, gospoda Mirana Pavliča, doktoranta Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Miran Pavlič je rojen leta 1962 v Ljubljani. V Sloveniji je diplomiral kot varnostni inženir ter magistriral z področja varnosti pri delu na Hrvaškem. Od leta 1987 je zaposlen kot svetovalec za varnost pri delu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Je koordinator za varnost pri delu na razliščih in sodni izvedenec za področje varnosti ter zdravja pri delu. Od leta 2000 je predsednik Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, je tudi soustanovitelj in predsednik častnega sodišča Zbornice varnosti in zdravja pri delu Slovenije, od leta 2014 pa podpredsednik Evropskega društva varnostnih inženirjev. Miran Pavlič je avtor oziroma soavtor več kot 100 bibliografskih not. Spoštovani, prosim mentorja, profesorja, doktorja Mirka Markiča, da predstavi doktorsko delo kandidata. Hvala. Spoštovani, doktorant Miran Pavlič je izdelal doktorsko nalogo za naslovom Vpliv dejavnikov menedžmenta varnosti pri delu na delovno razmerje in gospodarsko učinkovitost. V okviru raziskave je opravil sistematičen pregled 433 enot domače in tuje strokovne literature, izvedel je empirično raziskavo v 1300 podjetij v Republiki Sloveniji ter opravil statistično analizo na 137 enotah. Ugotovil je blag vpliv menedžmenta varnosti in zdravja pri delu na gospodarsko uspešnost in delovne razmere v organizacijah in drugih podjetjih. Zasnoval je izvirni model menedžmenta varnosti pri delu za gospodarsko uspešnost in delovne razmere. Zasnovani izvirni model bo v korist
prispeval k družbenemu razvoju in odgovornosti organizacij. Spoštovani profesor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorja znanosti. Spoštovani gospod Miran Pavlič, v izjemno zadovoljstvo in veselje imam, da vas lahko v imenu Univerze na Primorskem promoviram v doktorja znanosti z področja menedžmenta. Spoštovani, v nadaljevanju prosim dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem profesorico Maro Cotič, da predstavi naslednjo doktorantko gospo Mirjam Bon Klanšček. Mirjam Bon Klanšček, rojena leta 1954 v Postojni, je diplomirana na oddelku za matematiko na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, leta 2003 pa magistrirala na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Kot učiteljica matematike se je zaposlila leta 1978. Od leta 1986 se je kot zaposlena v izobraževalnem centru Delta poglobila v študij operacijskih sistemov in pripravila gradiva za več seminarjev, ki jih je izvajala doma in v tujini. Pozneje je kot učiteljica matematike na gimnaziju v Novi Gorici vrsto let pripravljala dijake z državnih tekmovanja in sodelovala v tekmovalnih komisijah na državnih tekmovanjih srednješolcev iz matematike. Bila je zunanja sodelavka Univerze v Novi Gorici in sicer kot asistentka in predavateljica matematike. Bila je tudi članica predmetne komisije za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov ter članica predmetne razvojne skupine za matematiko v gimnazijah. Večkrat je pripravila in izvajala izobraževanje učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju računalniškega izobraževanja in sodelovala v različnih projektih v okviru Zavoda za šolstvo. Sodelovala je pri pripravi nalog za zaključne izpite iz matematike za srednje šole v Sloveniji in vodila študijsko skupino za matematiko za srednje šole. Od uvedbe mature v srednjih šolah je bila tudi zunanja ocenjevalka za matematiko. Napisala je priročnik na ustno vprašanje iz maturitetnega kataloga za matematiko in je soavtorica učbenikov izbir vaj za matematiko za gimnazije in srednje strokovne šole. Najlepša hvala. Zaradi odsotnosti mentorja, profesorja dr. Darja Felder, prosim so mentorico, profesorico Jurko Lepičnik-Hudobivec, da predstavi doktorsko dizertacijo. Spoštovani, doktorantka Mirjam Bon Klanšček je pripravila doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv pristopa, poučevanja in učenja statistike na razvoj statistične pismenosti. Kandidatka je v raziskavi postavila teoretične osnove za nov pristop pouka statistike oziroma teoretične temelje posodobljenega pouka matematike v delu, ki vključuje pouk statistike. Učenje in poučevanje statistike je usmerila v razumevanje pojmov in konceptov, ki so povezani z dejavnostmi dijakov, v izgradnjo strategij reševanja realističnih statističnih problemov, pa je vključila njihove izkušnje. Učinek novega pristopa učenja in poučevanja statistike z uvajanjem problemskih situacij, vezanih na realistične probleme, je avtorica preverila s pedagoškim eksperimentom ter ugotovila, da se s tem pristopom izboljša znanje statistike na vseh taksonomskih ravneh, s tem pa se izkazuje višanje ravni statistične pismenosti.
V doktorski disertaciji je avtorica razvila izvirni pristop, s katerim dijaki v okviru učenja in poučevanja statistike, ki se izvaja pri predmetu matematika, izgradijo statistično pismenost na višjo raven in tako tudi višajo njeno raven. Nova spoznanja in argumenti, ki jih avtorica navaja v doktorski disertaciji, predstavljajo doprinos k razvoju didaktike matematike na Slovenskem in sicer na področju učenja in poučevanja statistike. Spoštovani projektor, izpolnili so vsi pogoji za podelitev časti doktorici znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Mira Bonifajč, izjemno zadovoljstvo in privilegij mi je, da vas v imenu Univerze na Primorskem danes lahko promoviram v doktorico znanosti z področja edukacijskih ved. Iskreni čestitke. Spoštovani, nadalje ponovno prosim profesorica Maro Cotič, da predstavi naslednjo doktorantko Pedagoške fakultete gospo Bojano Namuš-Tancer. Bojana Namuš-Tancer je bila rojena v Slovenj-Gradcu leta 1963. Diplomirala je na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Univerzi v Ljubljani. Naziv magistrice psihologije pridobila na istem oddelku pod mentorstvom dr. Janeka Muska. Leta 2000 je prvič pridobila naziv višješolske predavateljice za predmetno področje psihologije v višješolskem programu Ekonomist in 5 let kasneje za področje poslovne komunikacije. Leta 2007 je opravila prvo izobraževanje s področja Bedonovega koncepta učenja kognitivnih tehnik razmišljanja na maliki. Leta 2010 se je pri avtorju dr. Bedonu usposabljala za poučevanje tehnik razmišljanja po konceptu eksplicitnega učenja razmišljanja v šolah. Od takrat vnaša koncepte učenja razmišljanja v svoje delo z različnimi skupinami učencev ter v delo z učitelji in študenti. Je tudi avtorica učnega načrta za izbirni predmet učenje tehnik razmišljanja za 3. triletje osnovne šole. V študijskem letu 2010-2011 je upisala doktorski študij na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in se v okviru svoje raziskovalne naloge ukvarjala z aplikacijo tehnik razmišljanja v šolsko prakso. Zaradi odsotnosti mentorice in docentke doktorice Alenke Gril ponovno prosim gospod dekanjo, da predstavi tudi doktorsko delo kandidatke. Podala bom kratki povzetek doktorske disertacije z naslovom Učinki treninga tehnik razmišljanja po Debonu na učence v osnovni šoli. Osnovni namen doktorske disertacije je bil preveriti učinkovitost metode eksplicitnega učenja razmišljanja v šolski praksi avtorja Edwarda Debona. Preverili so učinke treninga tehnik razmišljanja po teh metodah na kognitivnem in motivacijskem področju ter na področju osebnosti pri učencih v osnovni šoli. Na kognitivnem področju jih je zanimal učinek treninga na ustvarjalno razmišljanje in pozornost. Na motivacijskem področju so ugotavljali učinek na motiviranost učencev in uporabe kognitivnih ter metakognitivnih strategij pri učenju. Na področju osebnosti pa jih je zanimal učinek na samopodobo s poudarkom na učni samopodobi. Rezultati kažejo, da so učenci, ki so absolvirali trening tehnik razmišljanja, generirali pomembno več idej od svojih vrstnikov iz kontrolne skupine. Hkrati so izboljšali svoj dosežek na vseh parametrih ustvarjalnega razmišljanja, fluentnost, fleksibilnost in originalnost, tako tudi v celotni ustvarjalnosti. Ustvarjalnost učencev v kontrolni skupini pa se ni izboljšala.
Tudi v miri pozornost so učenci iz eksperimentalne skupine pomembno bolj napredovali kot učenci iz kontrolne skupine. V tej miri so tekom šolskega leta napredovali učenci iz obeh skupin, tudi iz kontrolne. Na motivacijskem področju je trening imel učinek na kognitivne strategije. Učenci v eksperimentalni skupini so se pomembno razlikovali od učencev v kontrolni, v kateri je uporaba kognitivnih strategij ob koncu šolskega leta pomembno padla. Rezultati nakazujejo, da je trening deloval kot mediacijska spremenljivka, ki je preprečila upad. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana poslana Bojana Gramštanca, v izjemno čast mi je, da vas lahko v imenu Univerze na Primorskem promoviram v doktorice znanosti z področja edukacijskih del. Iskreni čestitke. Spoštovani, dalje prosim docenta dr. Igorja Stublja, prodekana Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem, da predstavi naslednjo doktorantko gospo Sonjo Fink-Pavič. Sonja Fink-Pavič je rojena leta 1964. Diplomirala je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer biologija, raziskovalno-tehniška smer. Magistrirala je na mednarodnem podiplomskem študiju, smer poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučevala je biologijo na gimnaziji Koper, gimnaziji Piran, tehniški gimnaziji v Kopru, ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Kot višješolska predavateljica je poučevala na višjih strokovnih šolah v Sloveniji, in sicer v izobraževalnem centru P2, izobraževalnem centru Memory, Centru za poslovno usposabljanje in na višji šoli Lambda Consulting. Bila je mentorica pri diplomi 51 študentom, za višjo strokovno šolo B2 je napisala 3 učbenike. S svojimi prispevki se je udeležila več mednarodnih konferenc, hodila in sodelovala je tudi pri več študijah in razvojnih projektih. Od leta 1989 vodi poslovanje družinskega podjetja, izvedel projektov in realizacijo investicij podjetja za širitev v nove dejavnosti, kot je bila ustanovitev fitness centra in vodenje aktivnosti v njem ter zagon in obratovanje gostinskega objekta. Aktivno je v vodenju športnih organizacij na Evropskem prvenstvu kadetov v judu 2009, pa je Evropska judo zveza zaupala funkcijo podpredsednice organizacijskega odbora prvenstva z 800 sodelujočimi iz 40 evropskih držav. Za uspešno organizacijo tega tekmovanja je prejela posebno priznanje mestne občine Koper. Sonja Fink-Pavič je napisala 2 znanstvena članka in je soavtorica knjige Judo za mlade in knjige Evropsko kadetsko judo prvenstvo 2009, raziskovanje in odkrivanje iza kamena. Zahvaljujem se vam za predstavitev, sedaj pa prosim mentorja, profesora dr. Roberta Miloslava, da predstavi tudi doktorsko delo kandidata. Spoštovani, izvedek doktorske disertacije Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročnih podjetij pri delovanju dejavnosti v Republiki Sloveniji. Doktorantke Sonja Fink-Pavič. V doktorski disertaciji doktorantka ugotavlja povezanost med kakovostjo okoljskega poročanja in okoljsko uspešnostjo podjetij pri delovanju industrije v Republiki Sloveniji. In sicer v povezavi z izbranim kazalnikom finančne učinkovitosti ter potrjenim certifikatom ISO 14001. V raziskovanju okoljske uspešnosti je bil zasnovan izviren indeks okoljske uspešnosti, ki na podlagi primarnih emisijskih podatkov, pridobljenih na Agenciji za okolje Republike Slovenije, omogoča ugotavljanje, koliko so podjetja pri delovanju dejavnosti uspešna pri zmanjševanju svojega izvrševanja. V raziskovanju kakovosti okoljskega poročanja je kandidatka
poslovala izbirni model 27 kazalnikov, ki omogočajo analiziranje informacij o okoljskem prizadevanju slovenskih podjetij, ki jih ta razkrivajo v svojih poslovnih poročilih. Rezultati raziskave so pokazali, da med okoljsko uspešnostjo podjetij in kakovostjo njihovega okoljskega poročanja povezanosti ni. Da tudi ne obstaja med okoljsko uspešnostjo in izbranim kazalcem finančne učinkovitosti, ter med okoljsko uspešnostjo in problemi certifikatov podjetij. Rezultati raziskave pa so pokazali, da obstaja pozitivna povezanost med podjetji z usvojenim okoljskim standardom ISO 14001 in kakovostjo njihovih okoljskih poročil. S tem je disertacija pomembno prispevala droge znanja na področju, ki je deloma še v povoji in v nastanku. Spoštovani korektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovani gospod Sonja Filipavič, v izjemno čast in zadovoljstvo mi je, da vas v imenu Univerze na Primorskem lahko promoviram v doktorico znanosti s področja menedžmenta. Iskrene čestitke. Ponovno prosim dekanjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, profesorico doktorico Ireno Lazar, da predstavi naslednjo doktorantko, gospod Darko Jezeršek. Darka Jezeršek je bila rojena leta 1981 v Sloveniji Gradcu. Študij geografije na Univerzi v Ljubljani je zaključila z diplomsko nalogo Politično-geografska analiza kriznega območja Darfur. Leta 2008 se je vpisala na podiplomski študij geografije kontaktnih prostorov na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je bil odobren neposredni prehod na doktorski študij. Aprila 2008 se je kot geoinformacijski tehnolog zaposlila v podjetju Harpasi d.o.o. v Kopru in leto kasneje postala mlada raziskovalka iz gospodarstva. Vključena je v raziskovalno skupino prostorske študije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z geografskimi informacijskimi sistemi in njihovo uporabo v različnih prostorskih študijah, sodeluje v različnih projektih in pomaga pri vzdrževanju geografskega informacijskega sistema GIS na mestni občini Koper. Doslej je objavila izvirni in pregledni znanstveni članek ter strokovni članek, prav tako se udeležuje konferenc, predvsem z področja geografskih informacijskih sistemov in trajnostne mobilnosti. Hvala. Zahvaljujem se vam za predstavitev, sedaj pa prosim tudi mentorja, izrednega profesora dr. Stanka Pelca, da predstavi doktorsko delo. Spoštovani, z veseljem opravim še zadnjo dolžnost, ki jo imam v zvezi z mentoriranjem kandidatki, oziroma čez nekaj trenutkov tudi že novi doktorici znanosti. Torej, doktorska dizertacija se je ukvarjala s pešačenjem, oziroma se ukvarja s pešačenjem kot trajnostno naravnano obliko mobilnosti. Rezultati naloge so prispevek k poznavanju ključnih elementov, ki so odločilni za hojo in povečanju ter ohranitvi dobrega stanja prometa v mestih, kar je glavno načelo trajnostne mobilnosti. Ugotovljeno je bilo, kako poteka odločanje prebivalcev mest za hojo in kaj ima večji, kaj manjši vpliv na njihove odločitve. V teoretičnem delu so podana dosedanja spoznanja vplivu naravnih dejavnikov, dejavnikov grajenega okolja in osebnih dejavnikov na odločanje ljudi za hojo. Na podlagi dosedanjih spoznanj domačih in tujih avtorjev je bil oblikovan paradigmatski model raziskave, tako imenovani model potovalne hoje,
S pomočjo predlaganega modela je bilo na to v empiričnem delu na primeru mesta Koper preverjeno součinkovanje geografskih značilnosti mesta in značilnosti prebivalcev na potovalno hojo v mestih. V zaključku so definirani privlačno odbojni dejavniki, ki vplivajo na odločanje za hojo. Končni rezultat dela je model privlačno odbojnih dejavnikov potovalne hoje, ki prikazuje mehanizem odločanja za hojo in kompleksno povezanost dejavnikov okolja in značilnosti potencialnega pešca. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Darka Zeček, v izjemno čast in privilegij mi je, da vas lahko v imenu Univerze na Primorskem promoviram v doktorico znanosti z področja geografije kontaktnih prostorov. Iskreni čestitam. Dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico Maro Copič, da predstavi našo naslednjo kandidatko, gospo Ano Bardorfer. Ano Bardorfer se je rodila v Ljubljani leta 1979. Po končanju univerzitetne študije psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je več let aktivno delovala na področju tržnih raziskav. Od leta 2009 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer izvaja predavanja, vaje in seminarje pri predmetih pedagoške in razvojne psihologije na različnih stopnjah in študijskih smerih. Med doktorskim študijem se je udeležila več mednarodnih konferenc in objavila več znanstvenih prispevkov, tako o medosebnem sliku, področju medosebnih odnosov v visokošolskem kontekstu, kot tudi o drugih temah. Spoštovani, nadalje prosim mentorico, izredno profesorico dr. Tino Kavčič, da predstavi doktorsko delo. Pozdravljeni. Doktorska dizertacija Anja Bardorfer nosi naslov Medosebni stik v visokošolskem izobraževanju, vloga pri dejavni udeležbi, motivaciji za študij in znanju študentov. V sklopu doktorske dizertacije je doktorantka v okviru 3 obsežnih študij raziskovala enega izmed socialno-psiholoških vidikov visokošolskega izobraževanja, to je medosebni stik med visokošolskimi učitelji in študenti. Kvantitativne študije je vključila 50 visokošolskih učiteljev z 3 slovenskih javnih univerz in 1680 njihovih študentov. Udeleženci so izpolnili vrsto predhodno uveljavljenih merskih pripomočkov, za merjenje medosebnega stika pa je doktorantka oblikovala svoj pripomoček in ga v pilotnih študijah tudi temeljito merila. Rezultati so pokazali, da je medosebni stik med učitelji in študenti v statistično pomembni meri prispeval k samozaznanim ocenam študentov, njihove dejavne udeležbe na učnih urah, njihove stopnje avtonomne motivacije za študij in tudi kakovosti pridobljenega znanja. Dodatne kvalitativne analize so pokazale, da učitelji medosebnemu stiku pripisujejo razmeroma visoko pomembnost, saj prepoznavajo številne koristi za študente in za njih sami. Dobljene ugotovitve osvetljujejo vlogo različnih dejavnikov medosebnega stika v visokošolskem izobraževanju in njegove posledice za proces izobraževanja študentov. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Ana Bardorfer, v izjemno čast in privilegij je, da vas v
danes lahko promoviram v doktorico znanosti z področja edukacijskih del. Iskrene čestitke. Spoštovani, na koncu prosim ponovno profesorico doktorico Ireno Lazar, dekanjo Fakultete za humanistične študije, da predstavi našo današnjo zadnjo doktorantko, gospod Gruša Zobec. Hvala. Gruša Zobec, rojena leta 1979 v Ljubljani, je po končanem študiju francoščine in ruščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani upisala magisterij iz politologije na College of Europe v Belgiji, ki ga je leta 2005 uspešno zaključila. Nato je čez leto dni upisala doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je poleg študija opravljala tudi raziskovalno in pedagoško delo. Zaposlena je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer dela kot lektorica za francoski jezik na oddelku za medkulturno jezikovno posredovanje. Poleg tega je avtorica izvirnega znanstvenega članka z naslovom Vloga in pomen elementov pogovornega jezika mladih v slovenščini in francoščini v internetnih elektronskih tekstih. Primerjava. Naslov njene doktorske disertacije je Družbeni položaj jezika in jezikovnih praks v integracijskih procesih migrantov na primeru Francije. Področja njenega raziskovanja pa so predvsem jezikoslovje in sociolingvistika ter jezik mladih. Zahvaljujem se za predstavitev ter prosim mentorja, profesorja dr. Milana Buffona, da predstavi doktorsko delo kandidata. Spoštovani, podajam povzetek doktorske disertacije kandidatke Gruše Zobec z naslovom Družbeni položaj jezika in jezikovnih praks v integracijskih procesih migrantov na primeru Francije. Jezik kot živ organizem predstavlja bogat vir za analize družbeno-kulturnih vzorcev, tako posameznika kot družbe, kar se zrcali v nenehnem medsebojnem vplivu. Družbeni položaj jezika v integracijskih procesih na primeru Francije nakazuje in odraža družbeno-kulturne procese, tako prevladujoče jezikovne skupine, kot manjšin ter potomcev migrantov. S tem pa se oblikujejo zanimive in različne percepcije lastnega družbeno-geografskega prostora, ki istočasno spodbujajo določene jezikovne značilnosti in različne jezikovne prakse. V doktorski disertaciji je kandidatka izhajala iz teoretskih izhodišč vedenjske geografije, ki temelji na subjektivni percepciji prostora in osnovne predpostavke politične geografije, da je država družbeno-prostorski fenomen, kjer se poleg politične organizacije usporedno razvijajo tudi specifični družbeni in kulturni procesi, s katerimi se identificira določena skupina ljudi. Razmerje med teritorialnostjo in etnocentričnostjo vodi do razvoja različnih etničnih, kulturnih in seveda tudi jezikovnih struktur, ki pa se zaradi integracijskih procesov migrantov spreminjajo in odražajo po eni strani družbeno stanje, po drugi strani pa odnos novih in starih prebivalcev določenega območja do lastne izvorne kulture ter kulture okolja. Kandidatka se je nadalje oprla tudi na teoretska izhodišča ekologije jezika ter variacijske lingvistike, ki poudarja nerazložljivo koeksistenco jezika in družbenega okolja. Oba se namreč medsebojno soustvarjata ter močno vplivata drug na drugega. Doktorsko delo Gruše Zobec je v analizi določenih jezikovnih praks skušalo identificirati tudi družbene dejavnike, ki nanje vplivajo, zato je bilo potrebno raziskati in upoštevati poleg jezikovnih elementov tudi sociološke faktorje in širši kontekst okolja, v kateri nastajajo določene jezikoslovne tvorbe, ki naj bi bile predmet analize. Na ta način prinaša doktorska disertacija nova spoznanja in metodološke prijeme, ki
ki bi jih kazali aplicirati še na območja družbenega in kulturnega stika v Sloveniji. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Žezovec, izjemno čast mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem promoviram v doktorico znanosti z področja geografije in kontaktnih prostorov. Iskreno čestitam. Spoštovani, v dvorani, kjer stoletja družbenih odnosov, zgodovine, ekonomije ter izobraževanja gledajo na nas, se obračamo v prihodnosti. V prihodnost stopajo naši novi doktori znanosti. Tanja Gomiršek, Matjaž Bizjak, Miran Pavlović, Mirjam Bon-Klanšček, Bojana Gnamo-Štancer, Sonja Fik-Babič, Darka Jezeršek, Ana Bardorfer ter Duša Zlovec. Naši študentje, kolegi, prijatelji, ki so danes zaključili ogromen korak v svoji življenjski poti. Ponovno se tudi v njihovem imenu zahvaljujem učiteljem in mentorjem Univerze na Primorskem ter njihovim najbližjim, ki so jim na tej poti stali ob strani. Sedaj je pred vami zgolj še vaša prihodnost, ki se bodo krojili sami. Najlepša hvala vsem za prisotnost na današnjem slavnostnem dogodku. Doktorante in mentorje prosim, da še malo počakajo za skupno fotografiranje. Goste pa vabim, da skupaj nazdravimo v avli Pokrajinskega muzeja. Najlepša hvala za udeležbo.